Jaz moram na dan privleči svoj lokalni primer, Lafarge Cement Trbovlje, dolgoletna, 15 let dolga zgodba, kjer je neka zasebna družba takoj po privatizaciji začela s težavami, začela izigravati zakonodajo, levo in desno, ukrivljati predpise, pritiskati na odločevalce, pritiskati na zakonodajo, pritiskati na ARSO, pritiskati na lokalno skupnost, vse, kar je bilo treba, so pokrili. Samo, da ne bi svojega delovanja uskladili z obstoječo zakonodajo, bodi si državno, bodi si v okviru evropskih direktiv. In potem so prišli okoljevarstveniki in so na te nepravilnosti opozorili in so jih opozarjali 15 let na vse možne načine, strokovno, pravno, vključevali lokalne skupnosti, civilno javnost, ampak ta zasebni kapital je vedno iskal luknje. Ni se hotel pogovarjati z njimi, ni hotel upoštevati njihovih navodil, njihovih smernic, njihovih opozoril. Ne, odločili so se, da bodo raje zakonodajo krivili. Ne? In imeli so 15 let opozoril, 15 let časa, da bi svoje delo lahko ošilili tako, da bi bilo v skladu z zakonodajo in evropskimi direktivami. Ampak ne, odločili so se, da ne. In ko potem na koncu ni več šlo, ko so zakrivili vse, kar je šlo zakriviti, so morali vrata zapreti. Okoljevarstveniki so bili pa tisti, na katere so s prstom pokazali za 80 ali koliko odpuščenih delavcev. In je okoljski sledila še socialna kriza. Pa bi lahko ta zasebni kapital že iz prve rekel, ok, upoštevamo navodila in opombe okoljevarstvenikov, ki so delovali popolnoma v javnem interesu ohranjanja lokalnega okolja. In ne bi bilo problema. Ne bi bilo problema v njihovem poslovanju, ne bi bilo problema na socialni ravni. Ampak ne, odločili so se iti po svoje. In kar danes delamo tukaj, je to njihovo delovanje legitimiziramo. Odrežemo še vso tisto civilno opozicijo stran, da se niti v glas ne bodo več mogli.